Življenje pa gre naprej tudi v stranki upokojencev, vsaj dokler je ne odklopijo od aparatov. Stranka, ki po spletu res čudnih okoliščin v rokah drži ključ do predčasnih volitev, je bila na sestanku videti enotna kot že dolgo ne. Zdaj ne, ker bi tam enoglasno potrdili, da je njihov najljubši šport res balinanje, ampak ker je predsednik stranke povedal tole. Da je dokončno počilo in da stranka upokojencev odreka podporo vladi, je bil po svetu stranke jasen njen predsednik. Desus ne podpira več te vlade in zahteva, da se iz te vlade gre. Ja, v stranki Desus je dokončno počel, ko so se zjasnili, da vlade ne podpirajo. A kaj, ko tega poka niste slišala Desusova poslanca? Pa ne zato, ker bi bila naglušna, ampak zato, ker sta neposlušna. Dajmo pogledati, kaj je povedal eden izmed njih. A da dela račun brez krčmarjev, sta bila danes jasna Desusova poslanca, ki večkrat glasujeta v nasprotju stališči stranke. Ne vem, kaj se dogaja v naši stranki. Kaj se dogaja v vaši stranki? Marsikoga zanima. Čist legitimno vprašanje, gospod Simonovič. Bom probal razložiti. Vaš predsednik in vseh 5 članov stranke, ki še ni prestopilo k SAB, so vsi proti gospodu Janši, vi ga pa po sili razmer podpirate. Pa ne, ker bi se res razumeli, ampak zato, ker res ne bi radi izgubili poslanske službe. Vaša stranka je mrtva, vašo bivšo volilno bazo pa osvaja gospa Bratušek. In kot kaže, veliko bolj uspešno kot angleščino. Ni zakaj, gospod Simonovič. Zložil malo. Pred kamere so ponovno stopili predstavniki najbolj vročega krščanskega boy banda NSYNC. Ljubljenci pobožnih src se namreč pripravljajo na naslednjo turnejo poimenovano Volitve 2022. Zakaj že zdaj, pa nam bo povedal njihov glavni zvezdnik. Če želiš vse stvari povedati zadnji teden pred volitvam oziroma zadnji 14 dni pred volitvam, te nihče več ne bo slišal. In zato sem prepričan, da ima Nova Slovenija marsikaj za pokazati in seveda to želimo tudi ljudem pokazati. Ja. Gospod Tonin je mnenja, da NSI ne more vsega pokazati v zadnjih 14 dneh, ker ga noben ne bo jemal resno. Ne ga potolažimo, da mu ni treba skrbeti. Potem, ko se je na vojaškem poligonu blamiral s to potezo, ga namreč že zdaj noben ne jemlje resno. Seveda pa stranka ni samo njen predsednik. Ne. Se prevečujem, ni vsaka stranka samo njen predsednik. Dajmo gledati, s čim se lahko pohvali NSI-jev minister za infrastrukturo. Gradimo drugi tir, gradimo tretjo razvojno os na 2 odsekih. Vpeljali bomo e-vinjeto s 1.12. Gradimo železnice na večjih odsekih po Sloveniji, železniške povezave. Res je, gospod Vrtovec gradi drugi tir, tretjo razvojno os in nasplošno prenavlja železnice. Ok, mogoče ne ravno gospod Vrtovec osebno, je pa to bila vsaj njegova ideja. Tudi to ne. Z režije so me popravili, tudi to ne drži. Ok, mogoče noben izmed projektov ni bil ideja ministra Vrtovca, si bo pa vsaj skušal prisvojiti zasluge. To je pa res. Ni najboljš, je pa vseeno boljš kot prejšnja ministrica Bratušek, ki si je želela prisvojiti cel energetski sektor. In s čim se lahko pohvali frontman NSI-ja? Medtem pa se predsednik stranke pohvali, da je z vztrajnim novačenjem in osebnim udejstvovanjem danes 6 vojakov več kot ob začetku leta. Trud, ki so se mu nekateri posmehovali poleti, je vendarle obrodil sadove. 6 vojakov? Čakaj, to je 1, 2... A smo mi to prav slišali? Uspeh gospoda Tonina je, da je slovensko vojsko povečal za neverjetnih 6 vojakov. Čakajte malo, to ni 4, to ni 5, 6! Ob tem zavidljivem dosežku se v imenu celotne ekipe ta teden z Juretom Godlerjem opravičujem za vse neslane šale, ki smo jih izrekli na račun njegove promocije. Človek očitno ve, kaj dela, ne? Če mu na volitvah slučajno spodleti, lahko postane marketinški guru. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polagaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.